Na Ptuju dvoboj nogometašev Zavrča in Gorice v zadnji tekmi tega 9. kroga. Gorica je bila lani veliko uspešnejša, Zavrč je premagala na pravzaprav vseh tekmah in letos je štartala nekoliko slabše, ampak tokrat prva velika priložnost za domače. Kresinger je našel Poliča, ki pa je nastreljal vratarja Vasjo Simčiča. Prva akcija tudi za Goričane, poskus od daleč, meril je Vetrih, visoko čez gol. Potem pa še enkrat visoko prek vrat Venturim Junior, ki je meril prav tako previsoko. Do konca prvega polčasa še ena priložnost za Goričane. Matija Širo, ki je prišel do strela z glavo. Po tejle priložnosti dolgo časa se je odvijalo vse skupaj, Ranilović pa na golovi črti kot pravi panter rešuje domača vrata. Drugi polčas tekme na Ptuju. Prva priložnost za Goričane, iz obrata je poskušal Dejan Žigon, Ranilović je žogo uspel izbiti v kot. Goričani so imeli še eno priložnost, Henti je prišel do strela in na koncu streljal, ampak nekoliko bolje je bil postavljen Ranilović, ki je še enkrat žogo uspel obraniti. Tudi Zavrč je prišel do priložnosti po predložku Brdarja, je najvišje skočil Kresinger, njegov strel je končal mimo gola, tole pa je priložnost za Hentija, Ranilović je bil na pravem mestu in še enkrat rešil svoja vrata. Potem pa globoko v sodniškem podaljšku, zares velika priložnost za Goričane, spet je bil tam Henti, ampak Ranilović je rešil goriška vrata. Sledil je še zadnji sodniški pisk in tekma se je končala brez zadetkov. Vedeli smo, da nas čaka težka in trda tekma in to se je pokazalo na igrišču. Gorica se je že lani pokazala kot izjemno čvrsta ekipa in oni nam enostavno ne ležijo. Moramo biti zadovoljni s točko, saj so imeli v zadnji minuti izjemno priložnost. Ja, pridejo takšne tekme, kot je bila današnja, ker si ustvariš veliko priložnosti in jih ne realiziraš. Tudi Zavrč ima svojo priložnost in lahko smo zadovoljni s točko, ampak bi se morali nadejati najmanj 3.